standardoteka CTK, ki jo bo predstavila Petra Dorini, tudi iz Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani. Petra, izvoli. Najlepša hvala za besedo in lep pozdrav vsem še iz moje strani. Sem Petra Dorini in prihajam iz Centralne tehniške knjižnice, kjer sem zaposlena kot informacijski specialist za področje gradbeništva in seveda, ker poleg ostalih delovnih obveznosti skrbim oziroma koordiniram standardoteko CTK. Tako da danes bi jo vam rada predstavila, se pravi njeno zgodovino in razvoj, kje smo danes in kaj načrtujemo. Standardoteka CTK je v bistvu posebna zbirka v Centralni tehniški knjižnici, ki vključuje različne zbirke standardov in so zelo pomemben del naše knjižnične zbirke. In seveda poleg vsega še vse ostale informacijske storitve, ki jih nudimo na področju standardov. Še posebej pa smo ponosni na novo pridobitev, to je elektronski dostop do celotne zbirke slovenskih nacionalnih standardov SIST. Na to zbirko smo izredno ponosni in je tudi v bistvu glavna zvezda te današnje predstavitve. Vseeno pa bi na začetku v bistvu na hitro pogledali nekaj osnov o standardih, kateri so ti standardi, ki so vključeni v našo standardoteko in so v bistvu zanimivi z vidika knjižnične zbirke in ter kakšne so v bistvu njihove značilnosti. Takole, zdaj na tej drsnici vidimo oblak besed, ki vsebuje različne izraze, kot so standardi, mednarodni standardi, tehnični odbori, tehnične specifikacije in pa kratice, kot so SIST, ISO, CEN, CENELEC in tako naprej. V bistvu skozi današnje predavanje si bomo vse te izraze in kratice bolj podrobno pogledali in jih spoznali. Če najprej v bistvu začnem z vprašanjem, zakaj sploh potrebujemo standarde. Standardi v bistvu urejajo in usklajujejo vse okoli nas. Skrbijo, da je naše življenje varno in zdravo, da so izdelki zanesljivi in kakovostni. Se pravi, narekuje pa jih neka potreba po ureditvi na nekem področju. Tako da tukaj vidimo zdaj v bistvu standard za A4 format in je to v bistvu ena prvih standardizacij, je bil v bistvu predpis za format papirja A4. Korenine tega formata v bistvu segajo v veliko francosko revolucijo v obdobje med letom 1789 in 1799. Nemčija pa je leta 1922 v bistvu prva uvedla nacionalni standard DIN 476, ki je definiral velikost papirja A, B in C format. Leta, se pravi 1957, pa so bile te dimenzije formatov sprejete tudi kot mednarodni standard ISO 216, ki še danes določa v bistvu velikost papirjev formata A, B in C. Se pravi, osnova tega standarda je v bistvu list s površino 1 kvadratnega metra, katerega stranice so v razmerju 1:, se pravi koren 2. Danes je A4 v bistvu uradni najpogosteje uporabljeni format pisarniškega papirja v večini držav, z nekaterimi izjemami, kot je recimo Amerika, kjer uporabljajo format letter. Zakaj tako razmerje? Se pravi, to omogoča, da ko se list razpolovi, še vedno ohrani enako razmerje, kar je pač praktično za kopiranje, zlaganje in povečavo redukcije, se pravi dokumentov. Seveda pa standard omogoča, da ti dokumenti povsod izgledajo enako in da se med seboj ujemajo, ne glede na državo, podjetje ali institucijo. Se pravi, lažja digitalizacija in tiskanje, tudi tiskalni fotokopirni stroji, skenerji, fascikli, mape in predali so standardizirani za A4, kar olajša vsako dnevno delo. Potem naslednja dva standarda, ki jih verjetno vsi poznamo, sta ISBN in ISSN. To sta mednarodna standarda, ki omogoča, da knjige in revije lahko preprosto, se pravi, vstopajo na tuje trge, knjižnice in prodajne sisteme, se pravi, po svetu. Je v bistvu edinstvena številka, recimo ISBN knjige, ki jo loči od vseh drugih knjig na svetu. Recimo brez ISBN-ja bi bilo veliko težje natančno določiti, o kateri knjigi govorimo. Tako da dva pomembna standarda, se pravi na področju informacijskih ved. Zdaj pa naslednje vprašanje, ki je zelo pomembno,
v bistvu, kaj sploh je standard, ne. Na drsnici je zdaj prikazan graf, to gre v bistvu samo za ponazoritev moje izkušnje v bistvu z delom z uporabniki, ko se pogovarjamo o standardih, ne. Tu gre večinoma za skupine dijakov in študentov, zato se pravi namenoma ni nekih številk, ne, v bistvu samo prikaz, ker se delež med temi skupinami malenkost razlikuje, vendar pa trend je pri vseh skupinah zelo podoben, ne. Se pravi, ko jih vprašam, prvo vprašanje, ali so že slišali kdaj za standard, seveda vsi odgovorijo, da so, a ne, se pravi, jaz mislim, da ga ni človeka, ki ne bi slišal za besedo standard. Se pravi, ko pa jih vprašam, če vedo, kaj je standard, a ne, če razumejo, kaj je standard, je pa teh, se pravi, že precej manj. In tudi kasneje ugotovimo, da imamo pač različne poglede in mnenja, kaj je izraz standard pomeni. In vsak ima načeloma prav, ne. Se pravi, izraz standard ima več pomenov in tudi več vrst standardov poznamo, zato se mi zdi to vprašanje še toliko bolj pomembno, da v bistvu že na začetku nekako razjasnimo, o katerih standardih bomo govorili, ne, tudi tekom, se pravi, današnje predstavitve. Seveda zadnje vprašanje, ali so pa že pri svojem delu, ne vem, študiju že kdaj uporabljali standarde, teh je pa zelo, zelo res malo, predvsem so to tisti, ki sodelujejo pri kakem projektu, kjer se pravi uporabljajo standarde, predvsem pa se največkrat študenti srečajo z standardi pri pisanju diplomske naloge. Zdaj, jaz včasih pohecam, da standard ne bi bil standard, če tudi beseda standard ne bi bila standardizirana. Tako da definicija standarda je opredeljena v standardu SIS-EN 45020, a ne, ki pravi, da je standard dokument, ki nastane s konsenzom, ga odobri priznani organ in ki določa pravila, smernice ali značilnosti za dejavnost ali njihove rezultate ter je namenjen za občo in večkratno uporabo in usmerjen v doseganje optimalne stopnje urejenosti na danem področju. Zdaj, če malo bolj po domače povem, gre za v bistvu normativni dokument, ki navaja neka pravila, navodila, značilnosti proizvodov, storitev, procesov, ne. Seveda so sprejeti s konsenzom z vseh zainteresiranih, ne, se pravi strani, po pravilih standardizacije. Sprejme jih organ za standarde, njihova pa uporaba je pa načeloma prostovoljna. Se pravi, kaj je zdaj standardizacija? Je pa v bistvu dejavnost vzpostavljanja nekih določil, ne, in obsega predvsem procese priprave, izdajanja in uporabe standardov. Se pravi, danes se bomo v bistvu pogovarjali o nekih formalnih standardih, ki jih sprejme nek, se pravi, organ za standarde po pravilih standardizacije, ne. Tukaj zdaj na drsnici vidimo, se pravi, te organe za standarde, se pravi, na različnih ravneh. Poznamo mednarodne organizacije za standardizacijo, to so najbolj znana, se pravi, največja ISO, mednarodna organizacija za standardizacijo, IEC, mednarodna elektrotehniška komisija, ITU pa mednarodna telekomunikacijska zveza, potem pa poznamo regionalne, se pravi, organizacije za standardizacijo, kot so, se pravi, CEN, to je Evropski komitej za standardizacijo, CENELEC je Evropski komitej za standardizacijo v elektrotehniki in ETSI, Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde. Potem pa že pridemo na raven, se pravi, nacionalne standardizacije, kjer poznamo, se pravi, nacionalne organizacije za standardizacijo, se pravi, naš slovenski SIST, Slovenski inštitut za standardizacijo, pa poznamo še veliko ostalih, no, kot so, se pravi, avstrijski, hrvaški, nemški, britanski inštitut, ameriški, francoski organi za standarde. Poznamo pa tudi strokovna združenja, a ne, se pravi, ki tudi izdajajo standarde. Predvsem tukaj na prosojnici so navedena tista, ki so, se pravi, z vidika naše knjižnice bolj zanimiva, ne, predvsem iz tehniških strok, tako da imamo v naši zbirki standardov tudi nekaj panožnih standardov, se pravi, ta strokovna združenja, ki izdajajo standarde, te standarde imenujemo panožni standardi, a ne. In recimo poznamo, v CTK imamo tri glavne v bistvu zbirke panožnih standardov, to je VDI, Nemško združenje inženirjev, DVGV, Nemško združenje za plin in vodo in ASTM, Ameriška organizacija za preizkušanje, ne. Potem pa poznamo v knjižničarstvu, vsi verjetno poznamo IFLO, ne, Mednarodno zvezo bibliotekarskih društev in ustanov,
ki tudi izdaja standarde, potem zelo se pravi v duhu, se pravi vesoljske tehnologije, ne, imamo ESA standarde, se pravi z področja vesoljske industrije, pa za ekološko, pač teh združenj je veliko, ne, tako da tudi druge knjižnice, se pravi, in bi jim bile mogoče zanimive neke druge zbirke, se pravi, standardov z drugih področjih, se pravi, glede na potrebe svojih uporabnikov, lahko knjižnice gradijo svojo, se pravi, zbirko standardov. Potem pa še interni standardi, se pravi, znotraj nekih industrij, recimo tak najbolj znani interni standardi so v avtomobilski industriji ali pa računalniški industriji, ne. Standarde, a ne, se pravi, delimo enako kot v bistvu, se pravi, ravni standardizacije, a ne, oziroma glede na to, kateri, se pravi, priznani organ sprejme in izda standarde. Tako da poznamo, se pravi, mednarodne, regionalne, nacionalne, panožne, interne standarde, tako kot smo videli, se pravi, prek organov spoznali, in pa vrste standardov, se pravi, osnovni standard, ki obravnava neko široko področje in vsebuje neka splošna določila, potem terminološki standard, to smo ga prej spoznali, ne, ko smo definirali, kaj standard sploh je, ne, obravnava izraze, definicije, pojasnila. Potem poznamo preizkuševalni standard, ki obravnava preizkusne metode, standard za proizvode, ne, specificira zahteve, ki jih mora izpolnjevati nek proizvod, procesne standarde, specificira zahteve, ki jih mora izpolnjevati nek proces, in pa storitvene standarde, ki specificira zahteve, ki jih mora izpolnjevati neka storitev, ne. Naslednja značilnost, se pravi, to so značilnosti standardov, ki jih nekako ločuje v bistvu teh nekih klasičnih gradiv, ne. Tako da naslednja značilnost standardov je označevanje standardov, ne. Tukaj vidimo, da uporabniki tudi ne razumejo v bistvu oznak, ne poznajo teh oznak standardov, tako da jih, se pravi, ko se pogovarjamo o standardu, se pravi, tudi razložimo označevanje standardov, ne. Standardi imajo različne oznake, ki pomagajo, se pravi, pri njihovi identifikaciji, ne. Tako kot smo že prej rekli, se pravi, ISO, IEC, se pravi, seveda je oznaka mednarodnega standarda in evropskega standarda, SIST slovenskega nacionalnega standarda, potem pa so še v bistvu skupki teh oznak, ne, se gre pa v bistvu tista prva oznaka pred številko, a ne, pove, kateri organ je izdal standard, a ne, in tukaj imamo primer SIST in ISO, se pravi, to gre za mednarodni standard ISO, ki je bil prevzet na evropski ravni, zato je dobil, se pravi, zraven oznako N, in potem še na nacionalni ravni, zato je dobil oznako še SIST. Tako da je prišlo, se pravi, SIST in ISO in potem številka standarda naprej. Če se zdaj osredotočimo na označevanje samo slovenskih standardov, ne, glede na izvor ločimo izvirni slovenski standard, se pravi, je nastal na našem področju, ima oznako samo SIST in številko, potem lahko privzamemo mednarodni standard, dobi oznako SIST ISO, prevzamemo lahko evropski standard SIST N ISO ali pa tuji nacionalni standard, ne, odvisno od katerega nacionalnega organa, recimo tukaj je primer nemškega, se pravi, dobi oznako SIST DIN. Tako se te v bistvu označuje potem standarde glede na izvor. Zdaj, naslednja posebnost standardov je v bistvu uporaba standardov. Uporaba standardov je prostovoljna. Standard pa postane obvezen za uporabo samo v primeru, če se predpis sklicuje na izključni način. Torej, sklicevanje na standarde v predpisih je sklicevanje na enega ali več standardov, namesto podajanja nekih podrobnih določil v samem predpisu, ne. Se pravi, navedejo standard, se pravi, po tem standardu so neke zahteve, morajo biti izpolnjene. To sklicevanje je lahko datirano, nedatirano ali splošno, ter sočasno je lahko izključno, nakazovalno ali splošno. Zdaj, tukaj je primer pravilnika o prometni signalizaciji in o prometni opremi na cestah, kjer se pravilnik na izključni način sklicuje na naslednje standarde, ne. In tukaj je samo izsek, tako da bo izsek iz tega pravilnika, ne, kjer je, se pravi, v samem pravilniku naveden
naveden standard, po katerem morajo biti se pravi izpolnjene zahteve, ne, tako se pravi postane standard obvezen. Seveda naslednja značilnost standardov so avtorske pravice, ne, standardi so avtorsko varovana dela, tako da materialne avtorske pravice na slovenskih standardih ima Slovenski inštitut za standardizacijo, tako da v bistvu razmnoževanje, predelava ali distribuiranje delov ali celote slovenskega standarda brez soglasja inštituta SIS ni dovoljeno, ne. Standardi so rezultat dela strokovnjakov in so zaščiteni z avtorskimi pravicami, vendar vsak član tehničnega odbora oziroma tehničnega pododbora je dolžan brez kakršnega koli nadomestila izključno in neomejeno prenesti materialne pravice, se pravi na organizacijo, za vse standarde, standardizacijske dokumente, publikacije, ki nastanejo, se pravi, v tehničnih delovnih telesih. To nekako zagotavlja, da lahko organizacije za standardizacijo financirajo, se pravi, nadaljnji razvoj in vzdrževanje standardov. Zdaj, naslednja zelo pomembna značilnost standardov, sploh z vidika zagotavljanja kompletne zbirke standardov, so zveze z ostalimi standardi oziroma sklicevanje normativne reference, ne. Zato sem dala tukaj tudi klicaj. Se pravi, v samem standardu se lahko, se pravi, za nek posamezni del standard sklicuje na drugi standard, ne. In zdaj, če nimamo popolne, se pravi, kompletne zbirke, se pravi, ni taka v bistvu celota zaključena za nek problem, ki ga nek uporabnik, se pravi, ima, ne. Tako da to je zdaj prvi klicaj, ker bomo še kasneje v bistvu, bom kasneje razložila, zakaj je to pomembno. Naslednji klicaj, v bistvu še ena značilnost standardov, ki jih tudi nekako loči od klasičnega gradiva, pa je, da je to dokument, ki se razvija, popravlja in dopolnjuje. Se pravi, nek standard ima trajanje veljavnosti, ne. To je v bistvu čas, v katerem je normativni dokument, se pravi standard, velja in se šteje od dne, se pravi od datuma uveljavitve, ko je na podlagi odločitve odgovornega organa začel veljati, pa vse do razveljavitve oziroma nadomestitve, ne. Kako se to počne? To se počne s pregledom, s preverjanjem standarda, s katerimi se ugotovi, ali naj se normativni dokument ponovno potrdi, spremeni ali razveljavi. Tako da tukaj je zelo pomembno, se pravi, ta značilnost, da v bistvu standard je nek živ dokument, ne, ki se stalno nekako razvija, popravlja, je v bistvu zagotavljanje neke ažurne zbirke, se pravi, standardov. No, zdaj pa smo že pri naši standardoteki CTK, se pravi naši glavni temi današnje predstavitve. Šli bomo skozi zgodovino standardoteke, se pravi kronologijo, kako se je vloga standardoteke skozi čas spreminjala. Potem se bomo dotaknili informacijskih virov za standarde in informacijskih storitev, ter kdo so uporabniki naše standardoteke in pa seveda načrti za prihodnost. Zdaj, osrednja standardoteka CTK je bila ustanovljena leta 1967, tako da je stara že približno več kot 60 let. Po sistematičnem pregledu v bistvu potreb gospodarstva. Takrat je CTK s pomočjo Gospodarske zbornice Slovenije uvedla posebno službo za standarde, ki je začela, se pravi, nabavljati in sistematično urejati zbirko takratnih domačih use standardov ter tudi tujih standardov in predpisov, ne. Tako je začela voditi tudi centralni katalog mednarodnih standardov v Sloveniji. Se pravi, 1971 pa je, se pravi, standardoteka CTK postala kot samostojna služba, kot oddelek za standarde v centralni tehniški knjižnici. Zdaj, zelo pomemben mejnik je bil 1988, ko CTK postane zvezni podcenter za obdelavo tehničnih in ostalih standardov. S tem je v bistvu CTK oskrbovala podjetja na področju celotne Jugoslavije, vse do, se pravi, osamosvojitve. Tako se je razvijal, se pravi, leta kasneje se je začel razvoj tudi informacijskega centra za posredovanje informacij s področja standardizacije. Nabavljena je bila zbirka Perinorm, današnji Nautos, ne. Tako da
V bistvu je imela standardoteka CTK zelo lepo bogato zgodovino in je pred samosvojitvijo Slovenije bila v bistvu druga standardoteka z najbogatejšo zbirko standardov v Jugoslaviji, takoj po zveznim zavodom za standardizacijo v Beogradu, ki je bil po zakonu zadolžen za izdajanje domačih in zbiranje tudi standardov, vendar je zaradi velike, se pravi, geografske oddaljenosti od Beograda in dolgih dobavnih rokov, dejansko standardoteka CTK praktično dobri 20 leti delovala kot republiška standardoteka. Po osamosvojitvi je pa žal to vlogo izgubila, ko se je ustanovil Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, vendar pa je CTK to dejavnost ohranila in z uradom sklenila pogodbo, se pravi, o zastopanju. Tako je CTK leta 1095 pridobila pravico do brezplačnih izvodov slovenskih standardov pri takratnem uradu, kar je veljalo vse do leta 2011, ko je v bistvu to pravico izgubila. Se pravi, od leta 2003 je CTK pridružena članica Univerze v Ljubljani in tako se je v bistvu še bolj specializirala v to informacijsko dejavnost na področju standardov, se pravi v samem oddelku SIC, tudi oddelek standardov se je združil v oddelek SIC, tako da se je v bistvu CTK vedno bolj usmerjala, se pravi, v akademsko okolje. Zdaj, vse od leta 2011, seveda smo se trudili, da bi spet ponovno pridobili, se pravi, celotno zbirko slovenskih nacionalnih standardov in lansko leto nam je to uspelo, se pravi, smo nabavili celotno zbirko SIS standardov, se pravi, e-branje in pa seveda danes nove možnosti in nadgradnja, se pravi, sodelovanja med samim inštitutom in knjižnico. Zdaj, če si, se pravi, kateri viri sestavljajo našo standardoteko, imamo klasične tiskane vire, še vedno imamo, se pravi, standarde v tiskani obliki, to se pravi, do leta 2011 smo nabavljali standarde v tiskani obliki, se pravi, različnih zbirk, od SIS-ov, ISO, IEC, DIN, FEUDI, DVGV, tudi JUSE imamo, ter knjige in revije, se pravi, od knjig DIN Taschenbuchen, potem ISO Standard Handbook, pa do ASTM-ov in seveda vso ostalo literaturo na temo standardov. Tudi nekaj revij imamo z področja standardizacije. Potem pa imamo še elektronske vire, se pravi, standarde v elektronski obliki, ki jih najdemo v našem katalogu, se pravi, od leta 2011 smo standarde začeli nabavljati, se pravi, v elektronski obliki, PDF obliki. Seveda imamo pa nekaj, se pravi, zbirk tudi na CD-romih, kot sta AST in pa DIN Taschenbuchen. Pri vseh teh je potrebno, se pravi, preveriti veljavnost standardov. Pomembna, se pravi, zbirka je tudi specializirana baza za standarde NAUTOS in pa seveda novost, celotna zbirka SIS standardov. Zdaj, se pravi, v naši zbirki imamo 24 različnih zbirk standardov, ki jih najdemo v našem katalogu. Se pravi, 15 zbirk imamo veljavnih standardov in 9 zbirk neveljavnih standardov. CTK hrani tudi razveljavljene standarde, čeprav se ti ne uporabljajo več, vendar pa za razne dogodke v preteklosti ali ugotavljanje dejstev, recimo razni sodni postopki, pa je pomembno, da so tudi ti standardi še vedno dostopni. Zdaj, kaj je značilnost kataloga standardov v CTK? Zdaj imamo tak klicaj tukaj, ker sem prej se pravi povedala, da je zelo pomembno zagotavljanje popolne zbirke in pa ažurne zbirke, se pravi, ravno to sklicevanje na ostale, se pravi, znotraj standarda na ostale standarde je povzročalo res veliko nejevolje med, se pravi, uporabniki, ko smo nek standard imeli, pa potem se je ta skliceval na drug standard in tega nismo imeli, in pa seveda veljavnost. Zdaj, mi smo v CTK revizijo standardov delali na 5 let,
Videli smo, da je standard živ dokument, da se stalno nekaj dogaja z njim in v teh 5 letih je lahko prišlo do razveljavitve, nove izdaje, dopolnitev, ne. Tako da je bila, se pravi, velika pomanjkljivost tudi ažurnost, se pravi, zbirke, ne. In tako kot sem že povedala, je bil vsa ta leta, se pravi od 2011, ne, ko smo izgubili pravice do brezplačnega izvoda, v bistvu izziv, kako pridobiti spet, se pravi, celotno zbirko SIS standardov, ne. Kljub temu, da smo, se pravi, namenili neka sredstva se pravi, za nabavo standardov, je bilo to še vedno prevelik finančni zalogaj, da bi lahko v bistvu zagotavljali kompletno zbirko, ne. Naraščalo je tudi število na novo izdanih standardov, ne, tako da je bilo že iz tega vidika zagotavljanje kompletne zbirke vse dražje, ne. Takrat v bistvu, preden smo pridobili dostop do celotne zbirke standardov, ne, smo imeli nekako 2 glavna kriterija za nakup, ne, to je bil obvezni standard in pa, se pravi, smo se odzvali potrebam uporabnikov, ne. 2023 pa je SIS predstavil novo poslovno rešitev, se pravi e-branje standardov, in takrat smo v bistvu takoj zagrabili to priložnost in kontaktirali inštitut z vprašanjem, kakšne so možnosti, se pravi, do dostopa do celotne zbirke slovenskih nacionalnih standardov v naši knjižnici. In tako smo v bistvu spet nekako obudili sodelovanje z inštitutom, ne, in skupaj z njimi zagotovili dostop do celotne zbirke standardov. Tako da, če zdaj samo malo povem o tej novi pridobitvi v CTK, se pravi dostopu do zbirke slovenskih nacionalnih standardov. Seveda, če želimo, da se standardi uporabljajo, ne, da se čim več uporabljajo, morajo biti standardi, se pravi, čim lažje dostopni čim širšemu krogu uporabnikov. In tukaj imajo knjižnice res pomembno vlogo, ne, da s tem, da zagotovijo dostop oziroma da omogočijo vpogled v standarde. Zato je ta elektronski dostop do celotne zbirke SIS standardov pomembna pridobitev v naši knjižnici in smo res izredno ponosni na to. Zdaj, kako to poteka, ne? Se pravi, dostopa se prek SIS-ove platforme, zato imamo prav poseben, se pravi, prenosni računalnik, kjer je ta platforma naložena. Čisto nič drugega omogočeno, vsi vhodi so izključeni, sam dostop do interneta je izključen, tako da izključno lahko pridejo samo do platforme in prebirajo, se pravi, uporabniki standarde. Se pravi, prenosni računalnik si sposodijo na pultu in tako lahko začnejo s prebiranjem standardov. Prvi odzivi so zelo pozitivno, ravno iz teh 2 vidikov, iz teh 2 kriterijev, ki sem jih prej omenila, ne, se pravi, dostop do celotne zbirke, ne, in pa ažurnost same zbirke, ne. Tako da odzivi uporabnikov so pozitivno, predvsem je všeč, da je to, se pravi, elektronsko, ker lahko enostavno, se pravi, skačajo iz enega standarda na drugega, še posebno, če imajo recimo res veliko skupino teh standardov. To, kar je prej, ko nismo imeli, se pravi, zagotovljeno kompletno zbirko, ni bilo mogoče, ne. Zdaj pa enostavno prehajajo iz enega standarda do drugega, se pravi, vse poteka hitro, vsi podatki so ažurni, ne, in to je v bistvu velik plus, se pravi, te rešitve, ne. Se pravi, kaj pomeni zdaj celotna zbirka, se pravi, mi imamo dostop do celotne zbirke, se pravi, dostop za vse, se pravi, ICS številke. Če mogoče samo nekaj besed, se pravi, o ICS številki povem, kaj je to, ker lahko knjižnice za svoje potrebe samo določeno število, se pravi, samo določeno ICS številko, se pravi, potrebujejo za svoje pač uporabnike, glede na področje, ki ga pokrivajo, ne. ICS je v bistvu hierarhično organizirana klasifikacija, ki nekako označuje, se pravi, področja,
sestavljajo jo 3 ravni, ne. Tukaj je prikaz primera ICS številke 01.140.20, ki se pravi določa informacijske vede. Se pravi, prva raven je področje dejavnosti, ne, se pravi, to je dvomestna številčna oznaka, in 01 je, se pravi, področje splošno, terminologija, standardizacija in dokumentacija. Potem je druga raven, so skupine, se pravi, to označujemo z oznako področja in trimestno številko skupine, ločeno s piko, se pravi, na primer 01.140, se pravi, označuje področje informacijskih ved in založništva. In pa tretja raven so podskupine, v bistvu oznaka skupine in dvomestna številka podskupine, ločena s piko. Primer, se pravi, 01.140.20, informacijske vede. Zdaj, če si pogledamo še v bistvu glede na celoten ICS, ne, se pravi, CTK ima zakupljeno celotno bazo za vse ICS-je. Vidimo, se pravi, področje dejavnosti, to je raven 1, ne, 01 smo rekli splošna terminologija, standardizacija in dokumentacija, in pa potem, se pravi, naprej ostale ICS številke, se pravi, ostala področja. Potem, se pravi, znotraj področja, tukaj imamo primer 01, so skupine, ne, in spet, se pravi, informacijske vede so v skupini 01.040 in podskupina, ne, se pravi, znotraj skupine 01.040 so podskupine, se pravi, pisanje in pričakovanje, informacijske vede, dokumenti v upravi, trgovini in industriji ter založništvo. Tako pridemo v bistvu do ICS številke nekega področja, ki nas zanima. S to ICS številko se lahko tudi v katalogu, se pravi, pomagamo tudi našim uporabnikom, svetujemo pri iskanju, ne, če jih zanimajo standardi za neko določeno področje, ne, jih lahko tako prek ICS v bistvu številke pripeljemo do seznama standardov za neko določeno področje. Se pravi, poleg informacijskih virov za standarde, pa v CTK nudimo tudi informacijske storitve za standarde, to so razne informacijske poizvedbe informacije, tematske poizvedbe in svetovanje, preverjanje veljavnosti standardov, krajše informacije, pomoč pri uporabi zbirk in baz, se pravi, izposoja v čitalnico, usposabljanje in pa seveda zdaj zadnje čase, se pravi, veliko delamo tudi na promociji. Kdo so uporabniki naše standardoteke? Predvsem so to študenti, profesorji, tudi nekaj podjetnikov, ne. Če smo rekli, da je v začetka bila bolj usmerjena v gospodarstvo, je CTK zdaj veliko bolj usmerjena v samo akademsko okolje in pa seveda tudi nekaj dijakov. Zdaj, v CTK, se pravi, se zavedamo v bistvu, kako pomembno je izobraževanje mladih o standardih in standardizaciji, kako znanje o standardih lahko pomembno vpliva pri njihovi poklicni karieri in napredovanju, ne. Prav tako pa so mladi vedno bolj tudi podjetniško usmerjeni, ne, so že lahko pravi mali inovatorji in je pomembno v bistvu, da o samih standardih razmišljajo že na samem začetku, že pri sami ideji, saj bodo z upoštevanjem, se pravi, standardov imeli večje možnosti za vstop na trg, ne, njihovi produkti bodo bolj kakovostni, varni, trajnostni in s tem bodo, se pravi, tudi bolj konkurenčni na samem trgu, ne. In tu knjižnice igrajo res pomembno vlogo, da mladim zagotovijo dostop do standardov, ne, saj lahko za njih, se pravi, nek dostop do enega standarda predstavlja res velik finančni zalogaj, kaj šele, če je to neka skupina, se pravi, standardov, kjer je teh standardov veliko več, ne. Še posebej, če jih potrebujejo v izobraževalne namene oziroma so na začetku svojega poslovnega razvoja in se še spoznavajo standardi, ne. Ampak vsi ti uporabniki so kasneje lahko tudi potencialni kupci standardov, ne, in v teh primerih jih tudi vedno usmerimo na sam inštitut SIST, ne, kar je prednost tudi za njih, ne. Zdaj, tukaj bi pokazala primer študentke, ki je za svojo diplomsko nalogo, se pravi, rabila skupino 12 standardov, se pravi, nakup teh standardov, kljub temu, da imajo študenti popust, ne, bi bil res velik zalogaj,
finančni zalogaj, zato se je obrnila na CTK. Mi takrat še nismo imeli se prav dostopa do celotne zbirke, tako da smo se prav na željo študentke te standarde tudi naročili. In tako je lahko se prav v sami diplomski nalogi prebirala standarde. Zdaj, načrti za prihodnost. Zdaj, ko smo dobili se prav dostop do celotne zbirke standardov, lahko gradimo naše storitve tudi naprej. Se prav, ključno je bilo pridobitev se prav celotne zbirke standardov, ravno iz teh razlogov, se prav kompletnost zbirke in pa ažurnost zbirke. Zelo težko nekaj se prav promoviramo naprej, če sami ne moramo zagotoviti orodij, se pravi orodja tega uporabnikom. Tako da tudi ta pridobitev je zelo pomembna, predvsem se pravi za vzpostavitev infotočke za standarde in tudi učinkovito delovanje standardov. Tako da v prihodnje bomo se prav začeli z neko vzpostavitvijo infotočke, posodobili bomo seveda spletno stran in katalog, še vedno izobraževanje v pomenu standardov in pa intenzivna promocija ter pa nove priložnosti sodelovanja z inštitutom. Zdaj, nekaj smo že realizirali, se pravi, prva taka skupna dejavnost z inštitutom SIST, z namenom promocije standardov je bila, se pravi, priprava razstave Varen svet, standardi objekt. Z razstavo smo želeli v bistvu na tak nevsiljiv način približati mladim standarde in jim sporočiti, da dejansko so standardi vse okoli nas. Želeli pa smo prikazati v bistvu različna področja uporabe standardov, zbirali pa smo taka področja, v katerih se mladi v bistvu vidijo, prepoznajo, taka področja, ki so jim blizu, kot je na primer, gorniška oprema, gasilska oprema, umetna inteligenca, košarkarska oprema, tudi na samem panoju smo postavili tak mini koš, da se še bolj približamo mladim, da še bolj izpostavimo se prav vsebino in opozorimo se prav na standarde. Zdaj, študenti so res najpogostejši obiskovalci CTK, prav tako pa sta se prav pomembni uporabniški skupini, dijaki in raziskovalci. Tako da CTK kot javni prostor ni samo skladišče knjig namenjene izposoji, ampak vidimo ta prostor v bistvu kot neko platformo za podajanje vsebine na različne načine, kot so razstave, dogodki, promocije, pop-up ustvarjalnice, predvsem pa vidimo CTK kot središče za povezovanje različnih skupin uporabnikov. CTK kot visokošolska knjižnica je pomemben člen tako pri promociji standardov, kot tudi pri povezovanju recimo akademskega okolja, raziskovalcev s samim inštitutom za standardizacijo. Ne samo, da v bistvu spodbujamo informacijsko pismenost na področju standardov, spodbujamo tudi vključevanje v sam proces standardizacije in kako sami lahko v bistvu vplivajo na svet s standardi, ker pobudo za sprejem standarda lahko dajo tehnična delovna telesa inštituta, državni organi, pravna ali fizična oseba v Republiki Sloveniji. Tako da v bistvu vsak lahko da pobudo se prav za sprejem standarda in v bistvu zaključila bi se pravi s tem primerom, s primerom ene pobude za sprejem standarda, gre za slovenski izvirni standard, terapevtski psi. V bistvu s tem primerom želim pokazati in prikazati, da lahko res vsakdo da pobudo za sprejem standarda, recimo tako ugotovi, da je na nekem področju potrebna neka ureditev. Tako so tudi 4 organizacije, Zavod PET, Društvo Tačke pomagačke, Slovensko društvo inštruktorjev in Zveza paraplegikov Slovenije v bistvu ugotovile, da na področju terapevtskih psov je potrebna neka ureditev. In tako je nastala pobuda za izvirni slovenski standard, se pravi osnutek standarda, potem pripravi tehnični odbor vsi pomočniki in seveda je bil na koncu ta standard tudi sprejet in seveda tudi v zakonu o zaščiti živali je prišel v zakon o zaščiti živali, kjer navaja se pravi, da terapevtski pes je pes, ki je skladno s standardom terapevtski psi SIST 1192. Tukaj so samo še reference, se pravi same predstavitve. In pa mogoče za konec današnje predstavitve, pa bi zaključila z naslednjo mislijo.
Da standardi so temelj, na katerih se gradijo zgodbe o uspehih. Hvala. Petra, najlepša hvala. Nisem verjela, da lahko kdo standarde predstavi na tako zanimiv način. Čestitam. Imamo pa eno vprašanje, in sicer, če je možna medknjižnična izposoja standard. Žal ne. Žal ne. Se pravi, s SISTO imamo tak dogovor in to smo komaj uspeli pridobiti, da je v bistvu možen ogled standardov samo z posebnega računalnika, tako da v sami knjižnici, žal. Kaj pa tisti, ki so še tiskani, tistih najbrž tudi ni? Samo izposojo v čitalnico. Čitalnica. Ja.